Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, dober večer in dobrodošli na slavnostni akademiji ob 60-letnici moškega pevskega zbora Društva upokojencev Jesenice. Menda je to najstarejši pevski zbor upokojencev na Gorenjskem. Ustanovljen je bil daljnega leta 1961. To ni malo. Si predstavljate, koliko srečanj, koliko skupnih doživetij, veselih, pa tudi žalostnih. Takšni jubileji niso nekaj samoumevnega. Dočakati jih je moč le z dobrimi zborovodji in srčnimi pevci, ki jih v dobrem in slabem združuje pesem. V zboru je doslej pelo več kot 120 pevcev, pred zborom pa se je zamenjalo kar 10 zborovodij. Dame in gospodje, zaploskajmo slavljencu, moškemu pevskemu zboru Društva upokojencev Jesenice pod vodstvom Petra Novaka. Prisluhnite jim in se ve, odprite srce. Naj vas pesem Boža in razveseli, morda vas zamika, da zapojete tudi vi. Želim vam prijeten in nepozaben slavnostni večer. Večer je vaš, moški pevski zbor Društva upokojencev Jesenice. Krinca ještě mána, ker dosti fantov má, ker misli, da je sama, da nobene druge ni, ker misli, da je sama, da nobene druge ni. Pa fantje so res prišli, pa ne zaradi njih, so le pili in se šalili vmes, Krince pa noveden ni maral prav zares. Krince pa noveden ni maral prav zares.
bivanje dan in noč, pridobivanje noč in dan. Tvoje lepote vzpijam. Kaj bi še dvomil, ni bliza, da te res ljubim iz srca. Srce moje govori, da mi brez tebe živeti ni, da mi brez tebe živeti ni. Srce mi moje dvoreli. Srce moje govori, da mi brez tebe živeti ni, da mi brez tebe živeti ni. Srce mi moje dvoreli. Ja, Krlinca je štemana in kaj bi te vprašal? Kaj bi jih vprašal? Morda tisto, kar se že skoraj 60 let sprašujejo štirje kovači. Kam le čas beži? Kam se mu mudi? No, ta valček je zbor zvabil na oder, ta valček je napisal Franc Šegovc leta 1963. Ja, beži in jubileje gradi. Gradi spomine ter spoznanje, da vse mine, a pusti številne skomine. V pesmih se vse to vrne in strne, kot odsev življenja, veselja, trpljenja. In če jih takole pogledam, sem mnenja, da ljubezen do petja nikdar ne jenja. Če tudi zbor korona z desetka, če tudi vaja je poredka, zbor nocoj slavi, vesel, da ste z njimi vi. Praznujmo z glasbo naprej, z ljudsko polje, kdo bo tebe ljubil, in njim, ki melje od jutra do mraka. No, njim res ni težko, saj petje jim ni tlaka. Olje, kdo od tebe
Morajo Gorjance imeti ali pa morajo peti. No, tole, kar bo sledilo, ne bo glasba, bo besedilo, ki ga je slavljencu matično društvo namenilo. Besedo ima podpredsednica Društva upokojencev Jesenice, gospa Ivanka Zupančič. Spoštovane članice in člani Društva upokojencev, spoštovani gostje in posebno spoštovani vsi nastopajoči na današnji prireditvi ob 60. obletnici moškega pevskega zbora Društva upokojencev Jesenice. Žal se predsednik društva Stevo Ščavničar današnje prireditve ni mogel udeležiti. Nažalost ga je vrgel tudi COVID, tako kot marsikoga od nas. On ima pač smolo, da je ravno na ta dan odsoten. Zato mi dovolite, da v njegovem imenu in v mojem imenu prav lepo vse pozdravim. Vsi poznamo star ljudski pregovor, kdor rad poje, v srcu zlo ne misli. Saj je glasba univerzalni jezik, ki človeka oblikuje in plemeniti, osrečuje, razvija ljubezen, ne samo do lepega, ampak tudi do skupnosti. In današnja prireditev je posvečena ljubezni do glasbe, ljubezni, ki premaga vse ovire časa in prostora. Pevcem predstavlja pesem pomemben del življenja. Predano življenju pa nas, ne le pevce, združuje tudi v Društvu upokojencev. Življenje za nas pomeni videti in biti viden, slišati in biti slišan, dajati in sprejemati. Vse to dosegamo preko vrste programov, ki smo jih razvili v društvu. Zato za nobenega upokojenca, ki si želi aktivnosti v družbi vrstnikov, članstvo v društvu ne bi smelo biti problem. Vendar ni tako enostavno. Danes, ko je osnovna zapoved družbe večna mladost, nekateri dojemajo članstvo v Društvu upokojencev kot udajo, padec v nepomembnost in pozabo. Veliko ljudi zato raje skuša tudi po upokojitvi živeti enako intenzivno življenje kot prej, kar nujno prej ali slej vodi v razočaranje. Tak pogled ni naraven. Vsako obdobje v življenju ima namreč svoje značilnosti in treba je živeti v skladu z njimi. Tudi tako v naših letih marsikaj lahko opravimo boljše kot v mlajših, nekaterih stvari pa prej sploh nismo mogli narediti. Lahko si vzamemo čas, saj nismo več obremenjeni z vsakodnevnim pehanjem po doseganju ciljev. Predvsem pa lahko črpamo iz bogatstva svojih izkušenj. In naj zaključim z besedami predsednika Društva upokojencev, gospoda Steva Ščavničarja. Družba, ki razume in zna odkati v svoje življenje vse generacije, je bogatejša. Družba, ki zna prisluhniti vsem generacijam, je čuječa družba. Družba, ki pa odriva na rob, bo sama prej ali slej odrinjena. Dragi pevci moškega pevskega zbora Društva upokojencev Jesenice, spoštovani zborovodja gospod Peter Novak, dovolite mi, da vam ob vašem jubileju 60-letnici iskreno čestitam. Iskrene čestitke in zahvala tudi zborovodkinji gospej Meri Mesarič, ki je tudi prisotna,
ki je dolga leta vztrajala, vzpodbujala in vodila pevski zbor preko vseh težav in ovir. Zatorej, naj ne bo vaše tedensko druženje ob glasbi zapiranje v svoj svet, ampak naj bo vaše petje vabilo vsem, ki si želijo nečesa lepega. Naj bo pesem. Hvala. Ta šopek bom pa zdaj dala gospe Miri Mesarič, ker je res vztrajala v zelo dolgih letih, da je ta zbor danes tukaj v taki sestavi oziroma v mlajši, kot je bil prej. Lep pozdrav, to je bilo malo presenečenje, namreč sem skoraj brez besed. Res je, ko jih takole gledam, 25 let smo bili skupaj. 25 let pevskih vaj, 25 let nastopov, 25 let mojih grdih in časih lepih pogledov in 25 let spominov, ki ne bodo nikdar zašli. Čestitke, ker trajate, ker pojete, jaz pa z vami v mislih. Še enkrat čestitam za to obletnico. Hvala lepa, gospe podpredsednici, iskrene čestitke za vztrajnost in zgled gospe Miri Mesarič. Ja, če bi bil tu predsednik, bi slišali njegov glas in bi bil to bas, tako pa smo slišali dva soprana hudo zagnana. In zdaj je druščina zbrana, vesela bo besed župana. Gospod Blaž Rančič, prosim. Dober večer in lepo pozdravljeni, tudi v mojem imenu, v imenu občine Jesenice, seveda pa posebno pozdrav pevskemu zboru Društva upokojencev Jesenice, nocojšnji slavljenec. Vesel sem, da sem lahko danes v vaši družbi, da lahko skupaj obeležimo ta visoki in lep jubilej, ki je hkrati tudi jubilej vseh pevcev, ki so v preteklosti že sodelovali v tem zboru. In lepo se mi zdi, da se to pevsko izročilo prenaša iz generacije v generacijo in morda bom tudi jaz kdaj zašel v te vrste. Še enkrat čestitke vsem skupaj in jaz se veselim lepega večera. Hvala lepa. Naj opozorim župana, da se izjave snemajo. Kvartet, pravzaprav tercet govornikov zaokroža, nas z besedami poboža predsednik Zveze Društva upokojencev Slovenije, gospod Janez Sušnik.
Spoštovani slavljenci, iskrene čestitke ob 60-letnem vašem delu. Seveda pozdravljam tudi vsem upokojenkam in upokojencem, ki ste počastili današnji veliki dan, in seveda pozdrav tudi gospodu županu, predsedniku Pokrajinske zveze in ostalim funkcionarjem tega društva. Moram reči, že na začetku, ko ste napovedali pesem Kalinca je Štemana, ko sem tisto leto, preden sem odšel v vojsko, bil tudi v oktetu v DPD Svoboda Primskovo kot mlad fant, je napovedovalec rekel, oktet vam zapoje Kalinca je Štemana. Ko sem nasprot gledal bas, ki bo tudi mlad kot jaz, 20 let, ustnice gor dol, jo nismo zapeli. Je rekla prevodkinja Julka Mandelc, dol. Mi smo se potem nazaj vrnili čez čas. Tako je včasih pri takih starejših tega ne bi bilo, pri tistih mladih smo bili pa takrat, je pa vsa taka beseda čudna in smo se lahko potem tudi smejali. Jaz bi iskreno čestital res društvu in pa današnjim slavljencem, da to, bi rekel, s pesmijo ohranjamo kulturno dediščino slovenske pesmi. Kopitar je, ta naš pevec znani, je zapel pesem Ali bo moj vnuk še pel slovenske pesmi. Ja, veste, to je vprašanje, jaz pa mislim, da z prenosom iz generacije v generacijo bomo še peli slovenske pesmi in danes, ker ste jih zapeli, so nam zelo popestrile večer, lepo ste jih zapeli in jaz bi želel, da ta zbor še naprej ohranja tako kondicijo, da še naprej trenirate, prav bivša pevovodkinja, sem bila včasih huda. Ja, vsak ima hud, včasih je vesel, kakorkoli pride, odvisno od dneva pa od večera, kako se stvari stečejo. In zato, da ne bom predolg, jaz bi v znak spoštovanja do tega jubileja dal, oziroma ZDUS podeljuje moškemu pevskemu zboru Društvo upokojencev Jesenice malo plaketo v znak spoštovanja do čudovitega petja in do ohranjanja kulturne dediščine na področju petja. Zato prosim gospoda Arha, da pride in da sprejme to plaketo. Ja, vem, vse, gledajte, sem bi rad hodil, pa me čas ne dopušča. Upokojenci mi cajt vzamejo vas. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Lep večer še naprej želim, dajmo še poslušati in bomo seveda šli domov z lepimi občutki. Hvala lepa. Še naš črt kanoni, seveda Gorencem ne pridemo praznih rok, a ne smo rekli še za predsednico in lep poklon, pa zahvala za ohranjanje tega. Veste, v teh dneh poteka po celi Sloveniji, potekajo razstave ročnih del naše sekcije za tehnično kulturno dediščino. Naš Branko Suhadolnik je strašansko zagnan, prganja upokojence, boge, da komi še dihajo, ker morajo to delati. No, tole so pa za vas naredili vanka. Pa zato moram reči, ko sem se enkrat pogovarjal z nekdanjim županom, pa mojim prijateljem Borisom Bregatom, ki je rekel, da so Jesenice mesto cvetja in jekla. Tako nekaj toplega in tako nekaj hladnega, sem rekel, to je pa taka fuzija, hladna fuzija je nastala. In evo, cvetje. Ta šopek bo krasil našo sekcijo ročnih del
upam, da ga bojo dali v vazo, čeprav ne rab vode. Hvala za vse čudovite, tople želje, priznanja, darila. Hvala za ta trenutek moškemu pevskemu zboru, slavljencu, ki ga odslavljamo, pa ne za večno. In na oder bomo povabili njih. Torej, njim, ki sledijo, je 60 let skoraj nepojemljivo. Nihče med njimi se ne vpraša, kam le čas beži. Njim počasi, celo prepočasi, vse se zdi. Zdaj pa vsi skupaj ustavimo čas, naj bo ta trenutek le za nas. Naj bo zares, zato zdaj črno-bele tipke povabimo na ples. Z njimi bodo plesali prsti učenk glasbene šole Jesenice, Katje Kerenc in Eme Kelvišar, pod mentorstvom Elizabete Dimšar-Zupan. Prosim. Gremo na črno-bele tipke v malo manjši izvedbi. Črno-belo bo nadvse barvito zvenilo, ko bo za harmoniko 30 prstov prijelo. Njih lastniki so Marcela Lužnik, Anže Lužnik in Leon Kusterle. Učenca glasbene šole Jesenice pod mentorstvom Diane Šilbera. Prosim. Thank you.
No, če dobro pomislim, bodo tile mladci upokojeni natanko čez 60 let. Mislim, da sta tudi Katja in Ema spoznali, da je za v penzijo še prezgodaj in sta zdaj tu. Prosim. Hvala za tale most med generacijami. Gradbeni material so bile nocoj črno-bele tipke. Ja, kar je za pevce petje, je za Julijano ples. Način življenja, druženja s prijatelji, zabava, zadovoljstvo. Ples pa je zares sporazumevanje brez besed. In na ta način se skupina sporazumeva v okviru kulturno-športnega društva Hrušica že od svojega nastanka v letu 1994. In še eno vzporednico lahko najdemo s slavljenci. Vedno znova dokazujejo, da jim kljub zrelim letom ne manjka energije in veselja do nastopanja. To pa še ni vse. Kar 3 Julijanini plesalci so tudi pevci, torej današnji slavljenci. Dajmo se pokazati. Kako so se odločili za nocoj? Bodo peli ali plesali? 2 nocoj stojita v zboru, eden pa je celo dvoživka, celo trok, ker je igral tudi na harmoniko. Nocoj poje med slavljenci, pleše v Julijani in igra, kako čas beži. Julijana sicer šteje trenutno 33 plesalcev zelo različnih starosti. Na vajah in nastopih jih spremlja sestav 3 godcev, na harmoniki, violini in kontrabasu, včasih pa poprimejo in zaigrajo tudi na bariton in kitaro. Nocoj vam bodo predstavili venček gorenjskih plesov. Vodja godcev je Stanko Sekardi, vodja in koreografinja skupine pa Sonja Kovač. Julijana!
veliko smo naredili. Ja, drži. Tam tle nekaj naštima. Ja. A ker veste, kje so dekleta? To moraš pa ti vedeti. Po moje, da doma špejo zapečijo kukar kure na plot. Pa če mi tisto našo zapojemo, pa morbit pridejo gor. Dajmo. No, dajmo. Sem šel čez Majnico, sem slišal ptičke pet lepo, so pele ptičke pesmico, od svoje ljubce grem domov. Ti hoj ladrija, hoj ladrom, od svoje ljubce grem domov. Ti hoj ladrija, hoj ladrom, od svoje ljubce grem domov. Še prej se bom na vas podal, zelen klobuk na glavco djav. Oj, za klobuk pa pelja dva, da me bo videla ljubica. Ti hoj ladrija, hoj ladrom, da me bo videla ljubica. Ti hoj ladrija, hoj ladrom, da me bo videla ljubica. Dekleta, a gremo kaj plesat? Ma se ne znate. Bomo pa mi. Sa mi pokažemo.
nastopajoči imajo najmanj 3 skupne imenovalce slavljenci. Zborovsko petje, zborovodjo Petra Novaka in skupno pesem na današnji slovesnosti. Zbor ima za natanko polovico manjši staž od slavljencev, torej 30 let. Povezali so se zbori iz Avstrije in Italije, doma pa organizirajo 3 večje prireditve. Letni koncert, večer v Boroški vasi, božične koncerte in Škerlove dneve v spomin na pokojnega dirigenta Daneta Škerla. Letos so bili že 16. Zdaj pa povabimo mešani pevski zbor Kranjska Gora in njihovega zborovodjo Petra Novaka. Se vam bo zdelo, da nekatere obraze že poznate? No in zdaj se bomo odpravili z mešanim pevskim zborom Kranjska Gora čez Malnico, Medžabe, v dolino Tiho in potem skupaj s slavljenci na Triglav.
No pa je imel enkrat v 60-letni zgodovini zbor tudi 100 članov. Hvala mešanemu pevskemu zboru Kranjska Gora, slavljenci pa ostajajo z nami. Tam na vrtu se bodo ustavili s pesmijo in nam poklonili spominčice, simbol spomina. Negujmo jih, saj bogatijo naše življenje. Tam na vrtu.
pogledamo zadnjo stran tega programskega lista, potem vidimo zapisana imena in priimke pevcev, 12 jih je, ob njih pa izpisane številke 77, 17, 45, 69, 19, 66, 22, 32, 11, 59. Ne, to ni njihova starost, pač pa leta zborovskega petja. Previsoke številke za Loto listek, je pa tole dobitni Loto, ki ga je izpolnil moški pevski zbor Društva upokojencev Jesenice in bravo, dobitek je 60 let. Še mi vsi smo deležni veselja in praznovanja in no, da se zavemo tega spoznanja, dodajamo še, sem zaljubljen bil in 3 slovenske ljudske. Moški pevski zbor Društva upokojencev Jesenice.
In prišli smo do spoznanja, da čas je za priznanje. In kar brez posebnega dekreta vabim Andreja Černeta k besedi in dejanju. Andrej Černe v vlogi člana sveta območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije. Prosim. Dober večer vsem skupaj. Moram reči, da sem hvaležen, izredno počaščen, da smem pozdraviti jubilante, jim ob jubileju čestitati v imenu Zveze kulturnih društev Jesenice, predsednik je volan, v imenu Javnega sklada območne izpostave Jesenice in podeliti priznanje. Ob tem bi vam pa rad rekel, da je vaša pesem Spominčice tisto, kar ta zbor krasi. Spomladanska roža, dih po pomladi, pa trajnica. Čestitam vam za to pesem, a se strinjamo, da je lepa? Sam pripomnil, glede na to, da je... Bom pripomnil samo to, da glede na to, da so nam tudi par fantov z Kranjske Gore prišli pomagati, ker so 4 naši člani zbora zboleli, da so jo eni šele včeraj prvič peli, tako da tudi ni tako še zazvenela, ki bi mogla, ampak bo pa še. Mene je navdušila izbira. Zdaj pa predlagam, da podelimo priznanje, oziroma najprej se spomnimo za priznanje gospoda Franca Jelenca, ki ga žal ni med nami. On je bil zgled generacijam, tako kot cel zbor, zgled tudi meni osebno, zato mislim, da je več kot zasluženo priznanje, ki ga bi mu izročil. Tole se bodo v društvu upokojencev zmenili, kdo mu bo izročil. Pevskemu zboru pa priznanje, jubilejno priznanje območne izpostave Jesenice. Prosim, če eden dvigne. Hvala lepa, za to priznanje in vesel sem za vso podporo, ki jo daje kulturna skupnost našemu pevskemu zboru. Upam, da se bomo še naprej dobro imeli in sodelovali. Bom prinesel vaše želje. Hvala podeljevalcu in čestitke prejemnikom. Ja, naj dodam, da kljub temu, da gospoda Franca Jelenca nocoj ni z nami, da pa mu Društvo upokojencev Jesenice podeljuje naziv častni član. Prvemu tenoristu moškega pevskega zbora Društva upokojencev Jesenice za 77-letno delovanje v jeseniški kulturi. V zgodovino Društva upokojencev in Jesenic se je Franc Jelenc zapisal kot pevec, organizator različnih pevskih srečanj na Jesenicah in izven njih, in kot predsednik pevskega zbora, in kot član več kulturnih organizacij, kot gospodar Društva upokojencev in tudi pisec kronik z področja zborovskega petja. Za njegovo aktivno delovanje na več področjih je prejel vrsto priznanj in z njimi obudil spomin na bogato jeseniško kulturo, med njimi tudi plaketo občine Jesenice leta 2013. Za neizmerni prispevek k krepitvi kulture, ugleda, medsebojnega sodelovanja na območju občine Jesenice, kot tudi izven nje, mu Društvo upokojencev Jesenice podeljuje najvišje priznanje, naziv častni član Društva upokojencev Jesenice. Z dobrimi željami mu zdaj pošiljamo misli, želje,
pozitivno energijo in v resnici bo to priznanje prejel v domu. Ne doma, ampak v domu upokojencev, tako rekoč tudi v svojem domu. Zdaj pa, kaj lahko rečemo, svoje delo smo končali, ampak bomo končali z glasbo. Slavljenci in Peter Novak imajo besedo. Zdaj tako, jaz se lepo zahvaljujem vsem za obisk. Upam pa, da ti pevci, ki danes manjkajo, da svojega dela pri tem zboru ne bodo končali. Tako da od gospoda Jelenca, od mojega očeta, potem Latota, Staneta Klinarja Kavčiča, ti, ki manjkajo danes, upam, da bojo še to pri močeh, pa tudi pri glasu, da bodo lahko še tudi svoje delo pri našem zboru nadaljevali. Tako da to pesem posvečamo tudi njim.